Literati so si domišljali, da so njihovi stavki izbrani in rime izborne. No, morda res ne vse, ampak katere besede pa so v 5 letnikih literarnega almanaha tiste ta prave? To je pesnikom v 6. izdaji povedal profesor Marjan Pušavec in pripravil izbornik najboljših, po njegovem mnenju seveda. V izbor je sodilo tudi nekaj domislic, kot je na primer tale. Vsi obljubljajo nebesa, jaz pa bi rad živel. 12 srečnih avtorjev je proslavljalo in takrat se rodi znamenita Palirjeva trditev o tem, da so šentjurski literati predvsem literradi. Natolcevanja seveda, ki pa so Palirju prinesla uspešno nominacijo za 2. predsednika društva. Prvič tega leta sodelujejo z oblikovalcem Petrom Arličem, ki je poskrbel za likovno podobo naslovnice. To je potem redno počel. Ostanejo zvesti tiskarju Cveku. Je že vsega hudega vajen, tudi zahtev po obveznih popravkih teksta, potem ko je knjiga že na mizi. Tisto leto so izšli Odmevi srca Eve Camloh. Potem pa je padla odločitev. Zbornik mora imeti temo, torej rdečo nit. S čim začeti? S smehom. Z besedami do smeha. Smešno temo so skoraj brcnili v temo. Naši pesniki niso za hece, smeh je za plebejce in nevarne režimu, mi pa smo vendar resno društvo, je bilo slišati po kuloarjih. No, čast temi so reševali tisti, ki so hec vzeli zares, in pa bistroumna poteza urednika Bogdana Rahtena, da je k sodelovanju povabil Ludvika Žafrana. Njegove ilustracije so bile prav domiselne in simpatično duhovite. Tako, kot je bila dobra poteza, da so za osrednjo literarno osebnost izbrali Šporarjevega Tončija, ljudskega pevca in nepozabnega humorista. Izšla je knjiga zgodb Nike mladosti med belimi brezami ob Kolpi, ki jo je Anica Hvalec naslovila s krajem srečnega in nesrečnega imena Moja Preloga. Poleti je svojo prvo pesniško zbirko izdala Veronika Gradišek. Občutljiva pesnica, ki je že z naslovom knjige povedala veliko o svoji intimistični poeziji, Trepetlika. Drugo pesniško zbirko pa je napisala Katja Andrinek, Odtisi mojega sveta. Tistega leta se je zgodila še nekaj pomembnega. Na Valentinovo smo udarili z erotiko. Rdeča luč je gorela nad šaleškim in šentjurskim društvom. Strici so se muzali, mamke zgražale, mladina pa je z obema rokama zgrabila uporabni pripomoček žgečkljive knjižne izdaje. Trgovka Rada iz pričujoče knjige Valentin in Venera je postala tako rekoč ponarodela v originalu. Imala je strašen von, noge čupave kot konj. Kad bi se izza tezge sagnula Rada, mislil sem, da me gleda, moga dede brada. Leto 2006 je bilo v znamenju ljubezni. Ljubezen je združila člane literarnega društva Šentjur in mlade pesnike, ki so se zbirali okoli pesniškega projekta Majol Sneguljčica in besede ljubezni so preplavile strani zbornika. Tenkočutno ga je uredila Andreja Lavrič, z likovno izčiščeno in dovršeno podobo pa opremila Nina Kauzer. Spomnili smo se mladega, prezgodaj umrlega pesnika Aleša Kopa. In ko da je ljubezen oplodila ustvarjalno moč naših pesnikov, so tisto leto dobili spet polno malho novih knjig. Jernej Borovnik je z vrnitvijo postavil obeležje svojim spominom na mladost. Majda Rezec nam je dala prijazno knjižico poezije Tebi pojem. Anici Lipovšek pa so se na papir izlile pesmi izpod skale. Razveselili smo se knjig 2 starih sodelavcev društva, Milojke Komprej in Danja Bedrača. Nepozabni pesniški večer je pripravil Rade Vučkovac ob izidu svoje 3. knjige Grešnik. Slovenski bralci pa smo dobili poetični roman prve in do zdaj edine zmagovalke literarnega festivala Urška z Šentjurskega Eve Kovač. 3 pike. Res krasno leto.
Z besedami 9 pa smo šli na pot. Po svetu, po cestah od hiše do hiše, po nitkah od ljudi do ljudi. In kot je zapisala urednica zbornika Nina Gradič, so naši literarni ustvarjalci v potu svojega obraza ustvarjali besedila, ki ubirajo svoja pota, drugi se spet držijo ustaljenih poti. Ja, tako je to. Tudi v literaturi so bolj ali manj udobne poti. Na vsakemu je, da izbere svojo. Več kot je besed, manj je poti, se je zapisalo o aforistu 9. literarnega almanaha. V zborniku je našel mesto šentjurski popotnik, potopisec, pa tudi šolnik, pevec in pevovodja Ernest Rečnik. Zbornik so opremili s fotografijami popotnikov Rubija Gajška, pa Mateja Planka in urednice Nine. Lep izdelek, nikaj. V letu 2007 nam je prišla na pot še zbirka mlade pesnice, tokrat dijakinje gimnazije Lava, Katje Jergoračan z naslovom Angeli istega porekla. Tako kot leto pozneje, ko so pesniki nekega veselega večera tik pred Miklavževim na pot pospremili še eno knjigo. Knjigo prijaznih zgodb in povesti otroštva Marije Plemenitaš z naslovom Ko spregovorijo ptice. Potem pa so se začeli pripravljati na jubilejno leto in na jubilejno številko z besedami. V minutah zgodovine smo se vrnili iz mladosti. Zdaj pa vas prepuščam še enemu potovanju nazaj v mladost. Potovali boste z besedami in na poti vam bo prav prišla tale misel. Ko sem bil mlad, sem prodajal tujo neumnost. Zdaj, ko sem star, lahko končno svojo.